Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Močan veter še vedno povzroča veliko težav, stanje na cestah se normalizira. Zaradi podrtih dreves je zaprta cesta Preddvor Jezersko, sanacija poteka. Sanacija se bo v celoti izvedla, ko se stanje umiri do te mere, da bo varno. Na avtocesti Jesenice-Kranj je hitrost omejena na zmanjšano hitrost. V večernih dopoldanskih urah včerajšnjega dne je na interventno številko v Kranju Reko zabeleženih 2667 klicev. Od tega je dohodnih klicev 959 in 1708 je izhodnih klicev, kar nakazuje na veliko potreb naših krajanov, vaščanov. Do 10. ure zbranih informacij, ki smo jih dobili iz štabov, ki delujejo, je sledeče stanje. Jezersko 40 intervencij, Jesenice 40 intervencij, Žirovnica 70 intervencij, Tržič 205 intervencij, Šenčur 84 intervencij, Cerklje na Gorenjskem 30 intervencij, Bled 4 intervencije, Bohinj 2 intervencije, Gorenja vas - Poljane 3 intervencije, Kranj 60 intervencij, Naklo 20 intervencij, Preddvor 35 intervencij, Radovljica 175 intervencij, Škofja Loka 7, Železniki 10, Žiri 1 intervencija. Za točne podatke bomo morali še počakati, da se stanje umiri. Posamezne občine so aktivirale štabe civilne zaščite. Te so Bled, Cerklje na Gorenjskem, Jesenice, Preddvor, Šenčur, Tržič in Žirovnica. V gorenjski regiji je bilo aktiviranih preko 300 pripadnikov sil za zaščito in reševanje. Glavnino seveda tukaj vodijo gasilci. Na terenu je sodelovalo preko 30 gasilskih enot, prizadeto je 5 večjih industrijskih objektov ter okvirna številka 650 stanovanjskih objektov. V občini Žirovnica je poškodovanih preko 60% objektov. Od tega je 50 hujše poškodovanih in škoda je večja. V vasi Štefanja Gora, občina Cerklje na Gorenjskem, so prizadeta skoraj vsi objekti. Vse razpoložljive sile so na terenu in pomagajo, kolikor lahko pomagajo v tem trenutku. Moramo se zavedati, da veter še zmeraj močno piha. V določenem območju je motena za oskrbo z električno energijo. Trenutno na območju gorenjske regije štejemo 350 odjemalcev brez električne energije. Omotena je tudi oskrba za pitno vodo v posameznih naseljih. Za zaporo šol in vrtcev so se odločile sledeče občine: Bled, Jesenice, Jezersko, Naklo, Radovljica, Tržič, Preddvor in Žirovnica. Danes čez dan bo potekalo odstranjevanje posledic močnega vetra, odstranjevali bomo material, kateri ogroža življenje in lastnino ljudi. Občane prosimo, naj ravnajo samozaščitno, lastnike gozdov opozarjamo, naj ne hodijo v gozdove, za ocenjevanje škode in pregled le-te bo še zadosti časa. In prosimo, da ko se stanje umiri, naj lastniki to izkoristijo takrat. Poskrbite tudi za vaše domače živali. Tudi oni so verjetno v tem trenutku preplašeni, kaj tudi na njih je potrebno pogledati. Po poročilih Arsa bodo danes do večerne ure še vedno močni severni sunki vetra v višjih legah, kateri se lahko povzpnejo tudi do 100 km/h. Številka 112 je močno obremenjena. Prosim, da na številko 112 kličete res v najbolj nujnih primerih in ne takrat, ko so vaši objekti izgubijo strešnik ali dva. Zato prosimo občane, da naj ravnajo solidarno in naj pogledajo tudi na sosede. Štab civilne zaščite deluje v operativni sestavi, službo za podporo, pomoč pri vodenju.
Z občinskimi štabi delujemo odlično. Vse informacije, katere želimo dobiti iz terena, dobimo. Če začnemo kar na severu občine Jesenice in Žirovnica, gasilci so na terenu že od včerajšnjega dne, enako po vseh ostalih prizadetih območjih. Čez noč so bile številčno okrnjene ekipe, ker tudi varno ni posredovati sredi noči, če zadeva res ni akutna. Ob tem bi še morda poudaril eno intervencijo, ko so se gasilci na Jesenicah vračali iz intervencije, so naleteli na podrto drevo, pod katero je ležala ženska, bila je poškodovana, so jo rešili in je bila odpeljana v splošno bolnico Jesenice. Z njo ne bi bilo, mislim, da oziroma ne bi bilo v redu, kakšne so poškodbe, pa nimamo podatkov. Kot je že povedal poveljnik civilne zaščite Cerklje na Gorenjskem, Štefana Gora, je res so vse hiše odkrite. Potem v Radovljici so Polče, Begunje, Hlebce, Nova vas, Zapuže, Zgoša, Spodnji, Zgornji otok, Mošnje, Brezje, pri Tržiču, Črnivec, Dobropolje, Lesce, Podnart, Ljubno, praktično je celotna občina pod tem udarom. Tržič, tudi precej veliko območje, Senično, Vetrno, Brezje, pri Tržiču, Visoče, Leše, Popovo, Jelendol, Preddvor, Bašelj, Bela, Šenčur, Hotemaže, Olševek, Visoko, Milje, Kranj, vasi pod hribi, se pravi Čadovlje, Povlje, Žablje, Trstenik, Letence, Golnik. To so najbolj ogrožene območja, kjer gasilci posredujejo. Tako kot gasilci v takem vetru na streho ne moramo iti, zadeva ni varna. Rešujemo tisto, kar je po tleh, kar so podrta drevesa, odstranjujemo tako, da promet lahko teče, če so odtrgani žlebovi, obrobe, probamo to zadevo sanirati, da ne ogroža mimoidočih, da to ne odnese naprej po terenu in medtem morda še koga poškoduje. Delati moramo varno, ko se veter malce umiri, pa bomo zagotovo šli v širšo sanacijo oziroma s pomoč pri odpravljanju posledic. Ali bomo to zmogli sami, ali bomo zaprosili pomoč še sosednje gasilske regije, bomo pa videli tekom današnjega dne, ko bodo gasilci lahko na terenu naredili točen načrt za jutrišnji dan in videli, kakšno pomoč potrebujejo, ali bo ta pomoč dovolj samo iz Gorenjske, ali pa res bomo zaprosili še sosednje regije.